Aljoša! Veš, kaj se zgodi? Sem mogel usest. Kaj se zgodi? Taja je izginila. Imaš sestro tudi? Sestra. Taja, pes moj, ne, psička. Tvoja kokerena španjelka. A greva iskat? Ja, to pa neč ne bo treba. Zakaj pa? Ker mi je pomagal en detektiv. A detektiv, to prav? Je to prav, glupa. Ja, nisem vedel, da imamo v Sloveniji detektive. Veš, koliko jih imamo, pa ful imajo dela. Iščejo izgubljene živali. Dobro, to je bolj usluga zame, ne? Ampak ne, imajo razna pravila. Raziskujejo umore. Verjetno je vmes tudi kak umor. Zgodovina detektivskega poklica. Alan Pinkerton, prvi najslavnejši detektiv vseh časov, je prvo zasebno preiskovalno agencijo odprl 1850 v Chicagu. Njen simbol je postalo oko. Po tem slavnem očesu Američani v žargonu imenujejo zasebnega detektiva Private Eye. Njegova agencija je bila tedaj edina, ki je zaračunavala natančno določene zneske vsem strankam enako in se ni ukvarjala z ločitvenimi zadevami. Do leta 1855 se je delo počasi razširilo tudi na varovanje železnic. Izpostave njegove agencije so bile razpredene po vsej Ameriki. Vse so mu pošiljale poročila o kriminalnih dejanjih in kriminalcih, ki jih je skrbno arhiviral. Njegova podatkovna zbirka, ki so jo sestavljali časopisni izrezki in poročila njegovih agentov, je bila največja v ZDA. Med študijom sem naletel na detektivsko dejavnost. Pri nas je ta bila v začetku in sem videl nek izziv v tej smeri. Delali ste pa katero šolo? Prej sem končal kadetsko šolo za policiste, delal sem kot policist in potem sem videl neko prihodnost v tej dejavnosti. Kakšna je vaša izobrazba? Imam končano visoko izobrazbo, trenutno pa zaključujem magistrske študije. In potrditev tega naziva, imate kakšne licence, ki jih potrebujete za opravljanje svojega dela? Za detektiva sem potreboval opraviti detektivski izpit in pridobiti licenco, potem pa registrirati kot dejavnost svobodnega poklica. Torej ste lahko začeli opravljati svoje delo zgolj tako, da ste odprli podjetje, a ste imeli že prej izkušnje? Predhodno sem imel izkušnje z delom v policiji, tako ko sem pravil detektivski izpit in pridobil licenco, sem začel takoj samostojno opravljati detektivsko dejavnost. Se spomnite, kaj je bila vaša prva naloga? Mislim, da ja, iskal sem enega dolžnika, tako je njegovo premoženje. Paleta detektivskega dela je zelo široka. S čim se največ ukvarjate? Detektivi se največ ukvarjamo z dolžniki in dolžniško problematiko, z iskanjem premoženja. Veliko časa namenimo tudi kontroli bolniških staležev, potnih stroškov, alkoholiziranosti in ugotavljanju kršitve delovne discipline na delovnem mestu. Detektivski poklic je v slovenskem prostoru sorazmerno mlad, saj smo prve licence podelili komaj pred 15 leti za opravljanje detektivske dejavnosti. Na začetku je ta poklic bil predvsem namenjen moškim oziroma so ga opravljali predvsem moški. V zadnjih letih se pa vse več pojavlja mladih fakultetno izobraženih žensk, ki uspešno opravljajo tovrstni poklic. Poklic kot tak je dinamičen, izredno atraktiven in zanimiv, v določenih trenutkih pa tudi zahteven kot vsi ostali poklici, če hočemo uspešno opravljati. V slovenskem prostoru je še kar nekaj prostora za tovrstno dejavnost, za kandidate, ki bi želeli to opravljati, vendar morajo imeti neko znanje oziroma predznanje in izpolnjevati pogoje po zakonu o detektivski dejavnosti.